imamo zelo zanimive programe za razvoj podjetij. Razvoj in vseživljenjsko načrtovanje kariere. Ko sem videla ta naslov, sem mislila, ali si lahko pri 17 recimo letih že načrtuješ kar do penzije svojo kariero, ali nisem prav razumela? Ja, to danes ni mogoče, več, ker v bistvu delo, ki ga bomo mogoče čez 20 let delali, danes sploh še ne obstaja, tako da je nemogoče to načrtovati na ta način. Vendar pa obstajajo določene tehnike, kako pa res lahko v bistvu v vsakem življenjskem obdobju nekako se pametno odločimo. Predvsem v bistvu prva misel, pa prvi nek apel, ki ga v bistvu res poudarjam, je, da kariero gradimo na prednostih. Ja, tistih, ki misli, da zdaj bom šel pa v to v bistvu industrijo, zato ker je dobro plačajo in tako naprej, nima pa nikakršnega talenta, zato bo nesrečen. Tudi uspešen ne bo, če je nesrečen. Tako da v bistvu prvo pravilo je, da spoznamo samega sebe in svoje prednosti. Zdaj, a veste, v bistvu, kako spoznamo svoje prednosti? Prednosti spoznamo tako, da tisto, kar radi počnemo, tisto zagotovo tudi prakticiramo, tako, in tistem postanemo dobri. S prednostmi se nihče ne rodi, tako rekoč. Mogoče imamo malo talenta, vendar talent je tudi hitro pokvarljivo blago, če ga ne odkrijemo, zamre, ampak vendarle, v bistvu ni ekonomsko učinkovito. Tudi v bistvu, recimo, kadrovske delavce učim, da v bistvu karierne poti in kariero pomagajo usmerjati sodelavcem tako, da gradijo na prednosti. Zakaj ni ekonomsko učinkovito? Preden bomo mi slabosti odpravili, bomo hkrati tudi prednosti na nek način, v bistvu jih ne bo mogel živeti človek, in dvojna zguba, tako rekoč. Skušamo se usmeriti, ker smo dobri, pa ker nam gre dobro, pa ker tudi malo uživamo, tako rekoč. Zdaj, tisto je dobra kariera, ker malo uživamo, da se skozi samo trudimo, mučimo, to ne bo dobro, vsekakor. Tako da to je prva stvar. Potem seveda je treba biti realen in pogledati tudi, kakšne so v bistvu možnosti okrog nas. Tudi samega sebe poznati toliko dobro, da vemo, v bistvu smo se pripravljeni seliti tudi na nekaj daljšo lokacijo, da najdemo svojo sanjsko službo oziroma sanjsko kariero. Tako da potem pa seveda malo pretehtati te opcije, svoje prednosti, svoje v bistvu vrednosti, če smem tako reči, in pa seveda z možnostmi, ki trenutno so na trgu, pa majčkeno tudi preučiti prihodnje poklice, da zdaj se zelo hitro spreminjajo poklici. Veste, v bistvu, da v teh poklicah, kot se pravi otroki, danes hodi v osnovno šolo, v bistvu bo verjetno upravljal poklic, ki ga sploh še ne pozna, ki ga danes sploh še ni. In tudi, ker obstaja tudi umetna inteligenca zdaj. V bistvu sploh ne vemo, kam gremo. Sploh ne vemo, kam gremo, ampak jaz bi rekla tako, da v bistvu v izobraževalnem smislu je dobro staviti na res dobro temeljno izobrazbo, neko širino, da se potem lažje prilagodimo temu, kar pač bo. Ker čim več vsega poznaš? Ja, da se lažje prilagodiš, pa da znaš tudi seveda kritično razmisliti, kaj bi bilo sedaj zate najbolje. Tako da zdaj kariero tudi v bistvu načrtujemo vzdolž svoje krivulje, recimo energijske krivulje. V življenju porabljamo energijo za marsikaj, se pravi za družino zagotovo, zlasti če imamo majhne otroke, gre veliko energije za to. Potem tudi za mogoče starše, za katere skrbimo, je treba poznati ta naš družinski cikel, v bistvu porabnike energije znotraj tega. Potem tudi poklicni, v bistvu, kje smo zdaj na neki lestvici, koliko smo stari, koliko smo še v bistvu zanimivi na trgu dela, tudi to je realnost. In pa hkrati seveda tudi na čisto svoj biosocialni cikel, se pravi v smislu, v katerem življenjskem obdobju smo, ali smo zdaj v zrelem, ali smo v bistvu, recimo v teh Kristusovih letih, ko radi rečemo. Vse je pomembno zato, ker človek se premika skozi tako imenovane življenjske krize, ki niso nič nenavadnega, ampak dejansko v bistvu je razrešitev ene krize pogoj, da se pomakne naprej. Vsi gremo skozi te krize. Recimo prva kriza je adolescenca. To je pravzaprav kriza, iz katere izidemo tako ali drugače. Nekaj takrat zori, nekaj tako naprej. In potem druga kriza je kriza srednjih let, jo vsi poznamo, kriza staranja, skratka. In v bistvu, če te krize uspešno rešimo, šele potem lahko gremo naprej. Če ne, pa se vrtimo pač na tistem mestu. Tako da na ta način je pomembno, da te stvari vemo in da se znamo potem prav odločati. Tudi vedno več je pravzaprav samostojnih poklicov
In to, kar je meni zelo všeč, je, da v bistvu danes imamo pa res priložnosti sami ustvariti poklic. Ne. Če Včasih imamo tega še ni bilo. internet. Tako, sami ustvariti poklic, celo poklicni naziv, izumljamo pravzaprav sami lahko, ne, svoj poklic. In tega včasih res ni bilo, ne, na voljo, ne. Tako da živimo predvsem v vznemirljivem svetu. Ja, zato, ker v bistvu kadroviki oziroma tudi vodja, ne, v bistvu nekako bi želeli vedeti, ne, kje bo človek uspešen, ne, na kakšnih delovnih mestih. Znotraj tega imamo tudi orodje karierno sidro, ker se ljudje preizkusijo, ne, kje bi najbolje recimo uspevali. Po drugi strani pa v bistvu je za organizacijo to pomembno, da naredi karierne poti. Zakaj so karierne poti pomembne? Zato, ker recimo, ne, si predstavljate nekoga, ki pride mlad, ne, recimo, na delovno mesto, njega zanima, ne, kot bo lahko napredoval in kaj mora za to narediti. Ne. In na to mora imeti v bistvu delodajalec odgovor. Ne samo to, da zdaj te potrebujemo tukaj, ne, v bistvu 2 meseca, ne, potem pa ne vem, kaj je s tabo. Ne, ali pa tudi jaz, ne, posameznik ne ve, kaj, ne, kako lahko napreduje. V človeku je lastno, vsi želimo nekako napredovati. Ne, ne samo po hierarhični lestvici, ampak biti boljši, ne, danes, kot pa smo bili včeraj. Ne. In zdaj, če ne, v bistvu to podjetje teh kariernih poti ne omogoča, potem seveda izgublja kader oziroma imajo zelo veliko fluktuacijo. Grejo rajši tja, ker bodo to možnost imeli. Tako da, kar se pa tiče posameznika, tukaj pa bolj potem pride v poštev karierni coaching, temu rečemo. Se pravi, ne, posameznik predstavi svoje izzive in tako naprej in potem dejansko v bistvu gradimo na tem, ne, da nekako, ne, ga opolnomočimo za to, da potem nekako ve, kaj bi želel in da seveda tudi potem nekako, ne, tu se aktivira v tej smeri. Ne. In to je pa za posameznika kot takega zanimivo.